Načeloma pa se gripe jaz ne bi a priori branil ali pa bog ne daj, da zbolim. Vedno povem to, ko sem gledal eno dokumentarno oddajo o enih kobilicah v Avstraliji, ki se jih na noben način ne morejo znebiti. Skozi so tam, požrejo vse, kar kmetje predelajo in špricajo jih z vso kemijo tega sveta in jih ne uničijo. In je rekel en ekolog oziroma biolog tam, da edina varianta, ki bo uničila te kobilice tam, ker se ličinke zažrejo 1 meter v zemljo in preživijo ne vem kakšne suše, poplave, vse preživijo, je res, edina stvar, ki jih bo res uničila, je stoletna suša. Hočem reči to, taki ekstremni pojavi v ekosistemih so na nek način tudi higienični. Se pravi, gripa je ena izmed takih, ki večini ljudi povzroči zelo visoko vročino. In zelo visoka vročina je en tak dober čistilni mehanizem tudi za splošno kronično zdravje, ker počisti mnogo stvari, ki se nam morda že leta pacajo. Če greš čez eno grozno visoko vročino, če imaš kakšne parazite, bakterije pospravljene, ki se zlepa ne počistijo, je to en tak, ena, rečemo, ekološka katastrofa, ki bo počistila kakšne te stvari in ni se a priori tega za bati. Če je le organizem zadosti čvrst, da bo to zvozil s to visoko vročino, potem ne bo nič narobe, če gripo dobimo in jo prebolimo.